Spoštovani gostje, gospe in gospodje, dragi krajani, dobrodošli na slovesnosti ob odprtju prenovljenega 750 metrov dolgega odseka ceste javna pot Loče-Lipoglav-Ostrožno in izgradnje mostu Klokočovnik. Še posebej toplo med nami pozdravljam Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Današnjega gostitelja, gospoda Janka Čakša, predsednika krajevne skupnosti Loče. Predstavnike izvajalcev del in nadzora, občinske svetnike, predstavnike krajevnih skupnosti in seveda vse vas, spoštovani prisotni. V uvodu nas je na svoji harmoniki pozdravil Aljaž Perkovič, učenec osnovne šole Loče, s čisto primerno pesmijo za današnji dan ob koncu tedna. Na območju krajevne skupnosti Loče sta se v letošnjem letu izvedli dve večji investiciji na področju cest, in sicer že omenjena obnova cestnega odseka javna pot Loče-Lipoglav-Ostrožno in izgradnja mostu Klokočovnik. 750 metrov dolg cestni odsek je bil potreben obnove, saj so se na vozišču pojavile mrežaste razpoke in kolesnice. Začele so nastajati udarne jame. Vrednost obnove cestnega odseka ceste je znašala slabih 55 tisoč evrov. Gradbena dela je izvedlo podjetje Krt gradbeništvo iz Slovenske Bistrice s podizvajalci. V začetku jeseni se je pristopilo k drugi večji investiciji, in sicer k obnovi poškodovanega cevnega prepusta v Klokočovniku. Izvedbena dokumentacija je pokazala, da bo namesto 4 cevnih prepustov, premera 1 meter, od tega je bila ena cev v celoti zasuta, potrebna mostna konstrukcija svetle razpetine 4 metrov. Projektno dokumentacijo je izvedlo podjetje Pino iz Ljubljane. Gradbena dela je na javnem razpisu dobilo podjetje GMI d.o.o. iz Slovenskih Konjic. Vrednost del je znašala slabih 49 tisoč evrov. Dela pa so bila v celoti financirana iz občinskega proračuna. Z izgradnjo mostu in rekonstrukcijo ceste na območju mostu se je izboljšal tudi cestni priključek na prednostno cesto. K besedi ob uradnem odprtju vabim Mirana Gorinška, župana občine Slovenske Konjice. Izvolite, župan. Spoštovane gospe in gospodje, če bi si poskušali predstavljati te kraje pred 40 ali več leti, bi ugotovili, da je pravzaprav podoba narave podobna, kot je danes, pa vendar ta infrastruktura je pa potrebna povsem drugačna, primerna današnjemu času. In verjamem, da takrat, ko je prvič prišel asfalt v te kraje, da je bilo veselje silno, obilno, pravo veselje in tudi ne samo veselje, nekako so se danosti približale potrebam ljudi. In jasno je, da v tistem času je bilo prometa bistveno manj, tudi avtomobili so bili drugačni, predvsem pa tista težja vozila, ki so bila silno redka. V današnjem času pa seveda je promet, če samo pogledate, s kolikimi avtomobili je tale peščica ljudi prišla sem danes, in tudi promet, tovorna vozila so čedalje težja, današnji traktorji in vse to zahteva, da ceste prilagodimo potrebam današnjega časa. In tisti odsek, mi rečemo po koncu Vidmar Gase proti Ostrožnemu, je bil prepotreben obnove in verjamem, da je takšnih cest še kar nekaj po naši občini in tudi tukaj v vaši bližini. Občinska uprava se na vse načine trudi, kako najti možnosti, da bi sledili tem obnovam, vsaj približno tistemu, kar ljudje pričakujejo. Pa vendar vemo, tudi doma človek ne more vsega naenkrat narediti, smo pa zato toliko bolj veseli vsi skupaj, da lahko tiste najnujnejše stvari pa le odpravimo, izboljšamo, zato
da se vi lažje vozite v šolo, na delo, na obiske in da lahko živite v teh krajih, da imate podobne pogoje za življenje kot tisti v večjih mestih. Silno pomembno je, da imate cestno infrastrukturo, da imate telekomunikacijske povezave, kajti sicer se jaz ne znam predstavljati te krajine okrog nas, kakšna bi izgledala brez ljudi. In ko smo ravno na temle mostu, je moja želja, da bi vsi mostovi, ne samo ta tukaj v Klokočovniku, ta betonski, ki vam omogoča prehod preko potoka v dolino in obratno, da bi vsi mostovi vedno povezovali ljudi dobre volje in da ne bi nikoli tu na teh mostovih nastajale barijere. Zahvaljujem se vsem, ki ste pripomogli k temu, da se danes lahko veselimo, izvajalcem del, projektantom, gradbenem nadzoru, tudi predsedniku Sveta krajevne skupnosti in njegovim članom, ki so marsikatero uro prostovoljno pribili v ta namen, da so omogočili izvedbo vseh teh del. Moja želja je, da vse te nove pridobitve s hvaležnostjo, z veseljem uporabljate, predvsem pa, da jih varno uporabljate, zdravi, zadovoljni, takrat, ko odhajate z doma, še bolj pa, ko se vračate. Čestitke in hvala lepa. Hvala županu. V nadaljevanju pa bo z nami Lana Slatenšek, učenka osnovne šole Loče, ki nam bo zapela pesem Mance Špik. Zvezala bi si krila, prisluhnimo Lani. Posodobitvijo cestnega odseka in izgradnjo novega mostu v Klokočovniku se je stanje občinskih cest in pripadajočih objektov v krajevni skupnosti Loče nekoliko izboljšalo. Kljub temu pa je na območju krajevne skupnosti Loče na prometni infrastrukturi ostalo še nekaj izzivov, tako da novih nalog v prihodnje ne bo zmanjkalo. K besedi vabim Janka Čakša, predsednika krajevne skupnosti Loče. Ja, en lep pozdrav vsem skupaj. Vesel sem, da smo se kar v lepem številu zbrali na teh, bom rekel, urcah prijetnega druženja. Moram najprej povedati, da smo se že srečali v Ločah, pravzaprav pa se opravičujem. Lep pozdrav vsem skupaj, v mojem imenu, v imenu Svete krajevne skupnosti, naših svetnikov, lep pozdrav gospodu županu, občinski upravi, izvajalcem del, vsekakor pa vam, krajankam in krajanom Klokočovnika in pa mislim, da je tudi nekaj Ločanov. Ja. Prav lepo tudi pozdravljam našega presvetlega gospoda župnika, ki bo blagoslovil ta naš most, da mu lahko varno in da ne bomo sami se vozili preko mosta, ampak stalno z Bogom, ali kako rečemo. Dobro, mi v krajevni skupnosti Loče smo že imeli danes eno pravek, pravzaprav pregledali smo, pogledali smo z občinsko upravo in pa tudi našimi svetniki našo obnovljeno Mrliško vežico, ki je res bila potrebna obnove, saj je že bilo staro 30 let. Nekateri ste opazili, menjena je streha, skoraj je vse obnovljeno, vežica je v nekem normalnem in dobrem stanju, da pravim, ni nekaj bogatega, ampak ta prava stvar za naš kraj.
Druga stvar, tudi tako je že župan omenil in kolegica, cesta Loče Ostrožno je bila vsekakor zelo potrebna obnove, ampak kako naj rečem, malo ljudi je gor in zato smo združili obe otvoritvi z mostom v Klokočovniku. Mi, vsekar jaz kot predsednik, naši svetniki in pa mislim, da najbolj krajani Klokočovnika, pravzaprav Kukovič glase, ali kako rečemo tu gor, so najbolj hvaležni, da se je ta stvar uredila, prav tako naša teta Teržanova, da ne bojo več voda zalila. In hvala lepa vsem, ki ste bilo kako pomagali, da se je to uredilo. Sedaj pa prosim za blagoslov novih pridobitev gospoda župnika Jožeta Brezovnika. Molimo. Nebeški Oče, tvoj sin je postal človek, da bi nam pokazal pot k tebi. Zaradi našega zveličanja je hodil po cestah tega sveta in oznanjal tvoje ljubezen. Prosimo te, blagoslovi ta most in to cesto. In vse, ki bodo po njej hodili ali se vozili. Naj povezuje ljudi med seboj in s teboj. Obvaruj nas pred nesrečami in nauči nas obzirnosti do souporabnikov cest. Daj, da ne bomo nikoli pozabili, da so vsa pota, po kateri hodimo, podoba našega romanja k tebi, po Kristusu, našem Gospodu. Oče naš, ki si v nebesih, posvečeno bodi tvoje ime. Pridi k nam tvoje kraljestvo. Zgodi se tvoja volja, kako v nebesih, tako na zemlji. Daj nam danes na vsakdanji kruh in odpusti nam naše dolge, kakor tudi mi odpuščamo svojim dolžnikom, in ne vpelji nas v skušnjavo, temveč reši nas hudega. Gospod z vami, vas, vaše korake in vaša pota naj blagoslovi vsemogočni Bog, Oče, Sin in Sveti Duh. Pojdimo v miru, Bogu. Nove pridobitve so blagoslovljene, sledi pa še zadnje, a najbolj slovesno dejanje današnjega druženja, uradno odprtje novih pridobitev. K prerezu traku vabim župana gospoda Mirana Gorinška in predsednika KS Loče, gospoda Janka Čakša.